dolgi lasje so bili včasih znak upora. Zdaj pa se moški jokamo, ker nam lasje izpadajo. A to pomeni, da so nam s tem odpadla tudi jajca? Evo, pozdravljeni, danes je z nama Klavdija iz Lightroma. Klavdija, pozdravljena, kaj je Lightrom? Živijo. Lightrom, na kratko, trajna obnova las, naravna obnova las s trajnim učinkom. Evo, naravna obnova las s trajnim učinkom. Ja. Kaj to pomeni, da imaš bolj goste? To pomeni, v bistvu gre za en tak princip nege las, terapij, ki omogoča, da imamo res boljše lase. To pomeni ne sicer čez noč, ampak če upoštevamo ta pravila, ki jih mi narekujemo, se pravi, kako mora človek delati z lasiščem, lasmi, imaš lahko v enem času, to pomeni v enih mesecih, res lahko drugačno strukturo in drugačno naglavje, ali kako eni rečejo. In zdaj pa, kako se pa to spremeni, oziroma kakšno pa imamo potem, je pa spet odvisno od tega, kje smo danes, pa kaj nam je dano tudi gensko, pa koliko smo mi pripravljeni za to narediti. Ampak lasje so bili včasih samo v bistvu, mislim, ne včasih so bili simbol moči, ne? Samson, ne? Samson, ne? Tukaj je Klavdija rekla prej, ko si bil kaznovan, so ti lasje pobrili, ne? Ko si šel v zapor. Ja, ne, mislim, lasje imajo dejansko eno moč. Jaz pravim, če sam ne veš, kakšno predstavlja si, da jih zdaj le zgubiš. Da si brez, recimo. Ja, jaz bi imel problem. Ja, mislim, da s tem so povezane hude take psihološke travme. V bistvu ljudje so zaradi tega se počutijo lahko zelo, ali bom rekla, neenako, ne? Manj vredno, ne? Izpostavljeni, ne? Ja. Izpostavljeni. Jaz sem recimo malo začel naprej nositi lase in se počutim tako malo bolj samozavesten, ker se mi zdi, kakor da se lahko malo za nečim skrijem. Ja. Ne, lasje so res, bom rekla, prvič eno zelo lepa dekoracija na nas samih, lahko, če znamo to v bistvu, če imamo željo, da res dobimo največ, kar lahko dobimo od svojih las, tako malhice, ampak je res, da dejansko je to nekaj, kar nas skozi spremlja lahko, Je nekaj, kar nam lahko polepša dan, ne vem, bom rekla, tudi odpre kakšna vrata, ne vem. Mislim, zdaj, če iščeš službo, pa si lepo urejen, imaš lepe lase, pa recimo, da neodvisno sicer v kakšni branži si, ampak to je nekaj, kar se vidi, da ti si nekaj vložil vase. Mislim, da kar vse posod je to takoj. Če je nekdo urejen, se to takoj opazi. Pa veš, kaj še tudi v bistvu ena taka fajn griva pomeni zdravje. A veš, da imam tako občutek, da ta človek je pa zdrav, a ne? Ja, to je res. Ja, po mojih izkušnjah vem, da ženske imate rade močno grivo, ne? Ja, zdaj... Pametni glavi. Zdaj tako, lasje bodo prvi predpogoj, da imamo lasje, je to res, kot si ti rekla, da smo zdravi. Se pravi, dejansko lasni mešiček ni vitalen organ in potrebuje pa za svoje delovanje, se pravi, da proizvaja lase, da jih ustvarja, potrebuje pa ogromno enakih mineralov, vitaminov kot naši vitalni organi. In če pri nas nekaj ne štima, se pravi sistemsko ne štima, potem bo telo pametno delal in bo vzel tam, kjer je najlažje vzeti. In to je ena prvih stvari je mešičkov. In zaradi tega recimo mi, ki delamo z lasmi, imamo to prednost, da lahko res že zelo kmalu, zelo zgodaj vidimo, če se kaj dogaja s človekom. Sploh, če ga poznamo dalj časa, če vemo, kakšne ima on lase že prej in vidimo te spremembe, se zelo hitro vidi lahko, nekaj ne štima. In potem se začnemo pogovarjati in tako se začne tudi recimo lahko taka konzultacija, tako kot jo jaz kot triholog delam, se pravi kot triholog. No vidiš, to pa noben po moje ne ve, kaj je to triholog. Ja, mogoče je to tudi fino, da bi ljudje vedeli. V bistvu triholog je strokovnjak za lasišče in lase. To je praktično res najbolj specializirana
v to smer veda, se pravi, v okviru trihologije se zbirajo vsa znanja, ki se dogajajo, ki obstajajo v zvezi z lasiščem in lasmi in seveda v povezavi s celim sistemom, se pravi našim telesom in tudi okoljem, ki vpliva na to, kakšno je naše telo in kako mi funkcioniramo. Ne. In ti si to študirala v Londonu? To je nov študij, ali kaj? Ne, to je že ta inštitut, kjer sem jaz študirala, se pravi, obstaja že 100 let. 100 let? Ja, letos je imel 100-letnico in v bistvu je najbolj nekako priznan v svetu. Tako da v bistvu sama trihologija veda kot taka je stara, ampak je dosti nepoznana v določenih predelih sveta, da rečemo. Ne. Se pravi, ena Anglija, ki ima že res zelo staro tradicijo, tam je ogromno, bom rekla, še je kar precej trihologov. Pri nas sem jaz trenutno edina. Tudi, ko sem spraševala na tem inštitutu, katerega zdaj sem tudi v bistvu člana, ne, so rekli, da še niso imeli iz Slovenije. Drugače pa obstajajo še inštituti za trihologijo, se pravi v smislu šole, ki so priznane, ene v Avstraliji, vem, da ena v Ameriki, ni jih prav veliko, ne. Tako da ja, to je tako bolj resna zadeva, ker pač se potem tudi ukvarjaš z bolj resnimi težavami lasišča. Se pravi, ne zdaj samo izpadanjem las, ampak vse tisto, kar se ti lahko zgodi na lasišču in v bistvu vpliva na to. Kaj pa je še lahko ta, recimo, ne vem, teh stanj je ogromno. Jaz sem sicer hodil na frizersko šolo, nismo niti blizu prišli, niti nastavki nismo dali, da bi ne, teh stanj je ogromno, ne. Ampak zdaj, če tako čisto bom rekla, res na grobo jih ločim, recimo ena stanja so stanja luščenja, stanja, se pravi vse, kar pač ni normalno, kar se tiče poroženevanja plasti lasišča, ne, in se kaže v različnih luščenjih, kot je najbolj nam je znan prhljaj, recimo, ne. Ampak bom rekla, I'm looking at you, Jake. Ja, teh stanj. Da imaš tam že kandidata. Ja, teh stanj luščenj je kar nekaj, in se stopnjujejo in so potem so lahko v povezavi potem naprej z drugimi stanji, srbečimi stanji, stanji, ko se vname lasišče, recimo, ko se vnamejo mešički, kar lahko vodi naprej v plešenje, se pravi v izgubo las. Potem so stanja plešanja oziroma alopecija, ne. In tukaj imaš spet ogromno različnih stanj, ki imajo svoje razloge, vzroke in potem jih mi poskušamo najti in odpravljati. Kaj pa stres? Stres je eden od dejavnikov, ki vpliva na to. Jaz imam enega prijatelja, ki je zaradi stresa začel izgubljati lase, imel je včasih polno griva las, zdaj pa je imel samo še par, tega nisem nikoli videl prej, ampak par otočkov, kjer so mu rasli lase in se je zabril zdaj. Ti imaš eno deklico, ne? Si imela tako? Mislim, v bistvu, ja, to je ena deklica nekaj časa, eno leto pa pol nazaj prišla tudi k meni, ampak sem tudi videla, že tudi, ko smo študirali to v Londonu, pa smo obravnavali take, bom rekla, taka stanja. To so običajno, za določena stanja je prav specifično, recimo kot je alopecija areata, ker to je verjetno je imel eno vrsto alopecije areate, verjetno, ki se je potem razširila v totalis, verjetno, če je izgubil vse lase. Včasih so tudi... Mislim, ima otočke, ampak se pol kot moj, mislim, se je zabril cel. No, zdaj to je treba, mislim, zdaj to na pamet nočem špekulirati, ampak zelo pogosto se to zgodi, tako da ja, pri kakšnih stanjih, bom rekla plešanja, je eden res ključnih dejavnikov lahko stres in to je lahko tak nenaden stres, kot ne vem, kakšna smrt, izguba kakšne ljubljene osebe ali pa tudi kakšna bolezen ali pa kakršna koli travmatska izkušnja, ne? In lahko pač zgubi začasno, lahko se pa včasih, pa tudi dosti pogosto, posebej tudi, če se ne tretira, ne, pravočasno, lahko se zavedno zgubi lase, ne. Čeprav jaz tako kot pač stalno sledim tej znanosti, se kar veliko dogaja na tem področju, pa marsikaj se da danes tudi nareži, oziroma obstajajo določeni tretmaji, ki včasih niso obstajali, pa se da kakšne stvari kar lepo, bom rekla. Ti si pomagala ti deklice? Jaz sem ji skušala pomagati, takrat še
ni bilo, jaz nisem imela uspeha, no, takrat, ampak vem pa, da je zdaj pred kratkim je šla na terapijo, to, kar zdaj tudi pri nas uvajamo, se pravi to z lastno plazmo. In je bilo, in mi je pač mamica njena povedala, da ta lastna plazma, da je pa zdaj pomagalo. Zdaj pa nisem pač, pa bom rekla, zdaj v kratkem govorila, zdaj mogoče kakšne 2 meseca nazaj, ampak vem, da so se trudili za, bom rekla, ustaljeno prakso, tudi pač preko dermatologov, z zdravili, ki obstajajo. Malo se je nekaj dogajalo, ampak nič posebenega, bom rekla, ne. Tako da zdaj to lastno plazmo pa mandaja, da so se začele lasje nazaj, mišički nazaj. Plazmo? V bistvu gre za terapijo z lastno plazmo, ko ti vzamejo vensko kri in ti s posebno centrifugo ločijo. Se pravi, vzamejo ti svojo, se pravi, vensko kri in z posebno centrifugo ločijo obogateno plazmo. Obogatena plazma pač ti jo nazaj inicirajo v področje, kjer pač jo hočejo tretirati, v tem primeru za lasišče. Tako da jaz sem, bom rekla, tudi v kontakt s tem prišla tudi spet v Londonu, Tako da sva zdaj z enim kolegom uvajava tudi to pri nas, se pravi, da se bo delalo, ker je ena od, bom rekla, terapij, ki je zelo veliko obeta, bom rekla, na tem samem v področju lasišča nima še toliko zelo veliko prakse, bom rekla, ali pa take zgodovine, da je že kar nekaj študij narejenih, ampak spet to ni 10 let tega, Tako da za študijami se pa potem dosti, bom rekla, bolj konkretno dobi ene odgovore, kdaj bolj dela in kdaj ne. Zdaj mi smo videli, da pač je potreben res pravi protokol tega zdravljenja za določeno stanje, zato ker čim pač je tako, ena stvar učinkovita, se zelo hitro pol vsem to priporoča na enak princip, ampak se vidi potem s prakso, da je pa res tako, kot recimo mi tako kot vidimo mi pri laseh, recimo, ki se ukvarjamo, ne vem, s temi načini, ki se že veliko let ukvarjamo, ki so nam res že zelo poznani, vidimo, da tudi tukaj ne moreš kar reči, tako, kot smo mogoče na začetku mislili, to jih treba najti terapijo narediš takole pa takole, doma takole pa tole uporabljaš in bojo imeli vsi dobre lasje. Za prakso potem vidiš, da obstajajo pač primeri, ki so specifični in je treba samo terapijo prilagoditi. Se pravi, in ravno tako tukaj, pri tem zdravljenju z lastno plazmo se vidi, da je treba pač za določeno stanje, bom rekla patološko stanje, ki obstaja, lasišča, las, je treba prilagoditi sam protokol. In zato je najprej, bom rekla, res priporočljivo, da se naredi pač en trihološki posvet oziroma pogovor, in da se pač naredi res dobra analiza, da probamo najti vse možne vzroke, ker zelo pogosto pri lasišču je tako, pa pri laseh, ali pa bom rekla, redko je, da je samo eden vzrok. Zelo redko. Se lahko zgodi, ampak zelo redko. Tako da v bistvu je treba res dobro pač te vzroke najti in potem vse znake, vzporedne znake definirati in potem dobro predstaviti tudi to človeku, zato da razume, se pravi, in potem narediti en protokol, priporočiti protokol in potem se... Če ti hočeš zdaj meni povedati, da lahko tudi ustavimo, kako se temu reče, plešenje, ki ga imamo moški nekako za naravno. Ti hočeš to, imaš ti problem, pokaži. Ne, jaz sem nobenih problemov. To so tako goste lase, da naprej sem začel nositi lase samo zato, ker mi tako paše. Ne, valjda imamo, jaz prihajam zdaj v leta, ko hočeš, nočeš, tudi če se ti ne dogaja, to začneš opažati, da se ti viša čelo in podobno. Ampak se pravi, ti hočeš povedati, da se to da preprečiti. Zdaj, tako prav za androgeno moško plešenje, je spet vsako leto kaj novega, bom rekla, lahko spoznamo, slišimo, kaj s študijami ugotavljajo, ampak dejstvo je, da tukaj je res najbolj pomemben faktor ta genski, to pomeni, ker smo sabo prinesli. In da bi rekel zdaj, da prav obstaja, tako da ne, recimo ti imaš ta gen in
se kaže, da pri tebi se bo izrazil in Ampak gen je to, kar sem jaz podedoval od očeta, od dedka, od babice. Načeloma tako ene študije pravijo, da najbolj pogosto v bistvu podeduješ ti ta gen od mame moški strani. A ne? Ampak ni to nujno, no, zdaj da ne boste. Ni to nujno, ampak hočem reči to, da kljub temu, da imaš ti ta gen in ti jaz ne morem zdaj reči, jaz imam zdravilo zate, a ne, obstajajo študije in tudi, bom rekla, praksa je, da se da zelo veliko narediti na to, se pravi, da do tega pride bistveno kasneje in da se izrazi v manjšem obsegu, kot bi se sicer izrazilo. Ne. In to vsako leto nekaj se novega na tem področju, ali pa vsako leto mogoče, sem tako preveč rekla, ampak res stalno se nekaj dogaja. Zdaj zelo pred kratkim sem v bistvu tudi poslušala eno predavanje enega zelo poznanega ameriškega dermatologa, ki je v bistvu mi je bilo zanimivo, no, to, ker smo mi pa moj oče pa že vsa leta delamo v salonu na temo res, da skrbimo za lasišče, zato da bojo res lasje dobro rasala. Pa vem, da je bilo tako iz strani, tudi bom rekla, bolj zdravstvene stroke, to dostikrat tako malo. Mislim tako, da pač to ni glih neki, bom rekla, niso to pač eni prijemi ali pa ene metode, ki bi res lahko jih naredile. Tako da skrat so rekli, ok, dej, maseri si se, škoda ti ne more. Po drugi strani so si pa mislili verjetno tudi, da tudi pomagalno, kaj preveč. To tako je bilo dostikrat tako videti. Ampak zdaj prav je bilo pa zanimivo, pri tem predavanju, je pa ta dermatolog sam rekel, tudi sam je tako rekel, tudi jaz sem tako gledal, včasih pa, ko me je kakšna pacientka vprašala, če si masirati, pa dej, sej škodval ti ne bo. Ampak zdaj pa raziskave kažejo, tudi kar se tega tiče, recimo, da ena zelo pomembnih stvari, ki recimo vpliva na to, koliko časa bo en mešiček delal, je aktivnost teh kapilar, ki dovajajo hrano do mešička. In ti ravno z temi stimulacijami lasišča ti lahko tudi pripomoreš k vzdrževanju aktivnosti teh kapilar. To pomeni, da karkoli boste delali z lasiščem, če je to tak na pravi način, se pravi, ne zdaj, da boste drgnali, ker to boste spet na drug način poškodovali lase, ali pa lasišče, ampak da boste to primerno z enim bom rekla, pravim pristopom delali. In v kombinaciji seveda, če imaš ti ta gen, to pomeni, da ti boš mogel res kar nekaj narediti na to temo, da boš res ohranil dobre lase. Spodbudno je, da imaš možnost, ampak pač treba te pa tudi seznaniti s tem, da boš mogel skozi malo več narediti. Tako kot nekdo, ki pač kaj drugega nima kar danga, mora na tisti strani ali pa na tisti stvari celo življenje malo več narediti, da vzdržuje, ne vem, ali kondicijo, zdravje ali ne vem karkoli. Morajo pač ljudje, ki teh genov za lase nimajo, bom rekla, najboljših, ali pa so ki podedovali, bojo mogli na to temo, če bojo hoteli na podobnem nivoju ohraniti kvaliteto, gostoto in tako svojih las, bojo mogli stalno nekaj delati. To je pač kruto dejstvo, ampak to pač tako je. Tako je, bom rekla, tako moraš vzeti kot umivanje zob, zjutraj, ne vem, porabiš tistih 5 minut ali pa kolikor pač časa si vzameš za to in ti se ne sprašuješ, ali si bom umil danes zobe ali ne. Tako si pač, ne vem, zjutraj umasiraš pač en losjon, ne vem, ko greš umivat si lase, si jih ne zdrgneš na hitrico, ampak si vzameš namesto 2 minute, 5 minut ali pa 10 minut. To je bistveno, veš, Maj. Naprimer, pri Lightromu gre za to, da ko si ti šamponiraš lase, ne tako, veš, da si peno naredil, pa si pa sprav, 10 minut najmanj, vsaj jaz se držim tega le, In to pomeni, a veš, in sem videla razliko, konkretno sem videla razliko, ker je, kadar, naprimer, nimam časa, pa gledam, kdaj bo 5 minut minil, ali pa če pustim 15 minut, ampak to pomeni ko smo že pri delu, ko smo že pri šamponiranju, pol tele določeni šamponi za lasišče in ramena, ker ga mislim, da ne delamo direktne reklame, ali pa kontrareklame, a te podpiraš, se ti zdi, da delujejo ali ne? Mislim, Ti šamponi, ki jih dobimo v trgovini. Zdaj tako, jaz
vedno, ko se ukvarjam z lasmi, lasiščem, pač govorim o šamponu, ki ga jaz zelo dobro poznam in ki vem, kaj je noter, in ki vem, kako deluje. Tako da v bistvu pač mi delamo zdaj z Lightramom že 20 let, vem, kaj vsebuje in vem, da vsebuje res koristne zadeve koristne materiale za lasišče in za lase. Aha. Tako da zdaj, kaj pa drugi vsebujejo, ne? Mnogo je na trgu stvari, ki pač hočejo na hitrco nekaj narediti, ne? Ampak ravno pri laseh, pa pri lasišču, se pa ta na hitrco zelo pozna z leti. Ne? Se pravi, da ti pač lahko, zato ker pač ljudje imajo radi res na hitre rešitve, to pomeni, da pač tudi šampon, ne vem, bo zelo na hitro upravil, to pomeni, bo na hitro raztopil nečistoče, ampak če bo na hitro, če bo toliko močen, da bo zelo na hitro, to pomeni v nekaj sekundah ali pa v pol minuti raztopil nečistoče, to pomeni, da bo po vsej verjetnosti raztopil tudi naravne zaščitne materiale, ki so stalno prisotni na našem lasišču in ki imajo tam svoj namen. Namen pa, da ščitijo naše lasišče in naše lase. To pomeni, da če mi ne uporabljamo ali pa ne vemo, kaj je pravilno ali pa kakšne so razlike, potem mi pač v tem tako delamo celo življenje in pač imamo slabše lase. Zato, ker tanjše, ne zdaj samo zato, da ne bomo zdaj vse krivili samo, ampak dejansko, bom rekla, z leti se vse te stvari zelo, zelo seštevajo. Zakaj pa rečem z leti? Zaradi tega, ker tudi naš mišiček se stara. In mi, če bi vse krasno prav delali, ampak recimo, da rečemo predpostavka, da mi vse krasno prav delamo že pri 20 ali pa pri 15, ne? Ali pa recimo pri 25, ki je naš mišiček najbolj aktiven in v najboljši kondiciji, takrat bi lahko, če bi mi vse dobro delali, bi imeli lahko najboljše lase. To pomeni najdaljše, najbolj debele, dejansko bi lahko videli, kako so lahko naši lase dobri. In recimo, da delamo pri 25 že vse res perfekt, mi pri 60 ne moramo imeti takih las, kot pri 25, kljub temu, da bomo vse delali perfekt. Zato, ker se mišiček stara, to pomeni, da njegova aktivnost z leti se manjša. Tako, kot se pač pri organizmu pozna naše staranje, na koži, na organih, ampak ni to zanimivo, zdaj mi je padlo v glavo, lasje in dlake na človeškem telesu so postale, jih imamo, zakaj? Zato, da smo se zavarovali pred umazanijo, da smo bili natopli, da nam je bilo toplo in tako naprej. Zdaj se pa pogovarjamo o tem, kako to, se pravi, če bi bili v divjini, misliš, da živali v divjini se jim razredčijo dlake z leti? Živali v divjini, v bistvu dlake se jim menjajo z letnim časom, tako kot doma vidimo že pri domačih živalih. In so pa bolj verjetno aktivni, ali kako? Mišički? Ja, sigurno, oni morajo imeti recimo po zimi več dlake, zato da so zaščiteni pred, se pravi, temi temperaturnimi razlikami. In definitivno mi najbolj dobro vidimo to, kako se ta dlaka menja ravno pri živalih z letnimi časi. Zdaj, včasih so tudi rekli, recimo, zdaj mogoče je vedno manj tega, ampak jaz se spomnim še, ko sem bila res manjša, ko sem bila v salonu velikrat, ko so, ne vem, ženske potarnale ali pa moški kakorkoli, da pač na jesen jim pa lasje bolj izpadajo. Se pravi, eno obdobje krajše je, ali pa pol tudi na pomlad je bil to pač čas okrog marca. In sem jaz to kasneje malo raziskvala, zakaj je to tako, pač letni časi. Ampak zdaj je to tako, ljudje nismo več temu toliko podvrženi in mi tega več ne čutimo tako. Tako da zdaj, bom rekla, je bolj to, da nam lasje izpadajo mislim, ni toliko teh primerov, da nam zaradi letnih časov toliko izpadajo, ampak bolj zaradi tega, ker smo nekako sistemsko imamo en problem, bom rekla. Zdaj, recimo, ko smo imeli, ne vem, pod vplivom tega covida, se je zelo pokazala ta izpadanje las telogen effluvium, ki je v bistvu lahko, jaz sem imela ravno na izpitu v Londonu, ravno takrat je bil začetek covida,
sem imela eno pacientko, starejšo gospo okrog 70-75 let, ki je praktično zaradi covida izgubila 3/4 lasa. Ampak res tako, ne tako, to ni nežno izpadanje bilo, kot pri nas sem jaz videla, recimo pol kasneje velikrat, ko so v salon prihajale stranke, in so potarnale, da po covidu so jim zelo veliko izpadali, ampak nisem imela pa nobenega toliko zelo, bom rekla, močnega primera. No? Tako da v principu zdaj vidimo zaradi tega načina življenja, se pravi prehrane, vsega, čemur smo mi izpostavljeni, vidimo ogromno tega izpadanja las in ljudje ne vedo, kaj se jim dogaja mnogokrat. Bom rekla, tudi v sami stroki mnogi ne vedo, kdaj je ta podmladek, ki ga vidimo, znak povečanega izpadanja ali pa ponovne rasti. Se pravi, to moraš biti že večkrat, moraš imeti kar, ali pa bom rekla, kar malo več prakse. Jaz to pač ugotovim z pač enimi testi, pogledamo, če imaš ti, bom rekla, več kot 80% oziroma manj kot 80% najdaljših las na glavi, to pomeni, da več kot 20% krajših las na različnih dolžinah, to že pomeni, da ta rastni cikel je bil umoten. Zdaj, jaz pa pol ugotavljam, kdaj je bil umoten, se pravi, in potem ugotavljam nazaj, kaj je pa takrat bilo, kaj se je z vami dogajalo, se pravi, nekaj mesecev pred tem, in potem pridemo lahko do vzrokov, kaj je v bistvu tisti glavni razlog, da so vam izpadali lasje. In potem gremo, lahko tudi pač še vidim, da... Se pravi, kot en lastni geolog. No ja, mogoče. Geolog. Ja, gledaš plasti, kaj se zgodi. Kaj je bila ledena doba? Mene bolj, mislim, jaz sem imela tudi zdaj eno obdobje izpadanja, pa vem, kako mi je tvoja Nataša rekla, spet pogledati Zvezdana, to je preveč, pet narediti krvno sliko, analizo krvne slike. Ampak nekaj si drugega bolj pomembnega prej rekla, pri 60-ih imaš slabši las, pri meni pa to ne velja. Ja, zakaj ne? Zdaj pa povemo, zakaj ne. Zato, ker to smo tokrat že pogovarjali, se pa slišala, pa vse živo so ljudje tudi že sami rekli. Ljudje mislijo, da imam jaz lastne vložke. Ja, zakaj? V bistvu zato, ker Zvezdana ti imaš zelo dobro gensko predispozicijo, kar se tiče samih las. Se pravi, da te je mati narava dobro obdarila. Ampak, ko si bila ti mlajša, se pravi, jaz se spomnim, ko smo te gledali, ko sem bila še otrok, ti si imela dobre lase, ko smo bili res mladi. Jaz sem bila otrok, ti pa mladenka. Ampak potem je bil pa eno obdobje, ko si imela pa ti zelo slabe lase. In to je bilo v bistvu... Takrat se je pa pa že kar nekaj časa nazaj, zdaj to je sigurno nazaj, ne vem, več, 10-15 let. In to je bilo pa recimo, zdaj, če pogledamo tvojo mladost, pa potem ta leta, se pravi, se je pa kazalo pol s časoma, ti imaš dobro gensko predispozicijo, sam ti si toliko grozen narobe delala stvari, kar se tiče nege, vsega, kar si delala z lasmi. Brez balzama živeti nisem mogla. Da si dejansko svoje lasje toliko stanjšala, da enostavno niso več dobili nobene dolžine. Da so se prej odlomila, in tudi gostote ni bilo več videti, ker so bili toliko stanjšeni. Potem pa zdaj bom pa malo špekulirala, ampak skoraj sigurno se je to tudi zgodilo, da pač, ker je bila taka nega, je bil tudi samo lasišče preobremenjeno in ni več, tudi mišiček verjetno ravno najbolj optimalno delo in proizvajajo lase. In tako da tudi rasel niso več, kakor bi lahko. Ampak potem, ko smo se pa mi dve spoznali, in smo mi začeli, se pravi, smo jo začeli učiti in je bila dobra učenka in je še vedno dobra učenka. Zdaj že profesionalka. Ko so rezultati takšni. Zdaj že profesorca za kakšne. Ja, že ona uči naprej. Se pa kaže, da v bistvu, če pa prav delaš spet z lasmi, se pravi, če res skrbiš na pravi način, potem imaš pa lahko še vedno tudi pri 60-ih in dlje res dobre lase. Ona je res krasen, ti si res krasen primer za to. Ker ne bi si mislila. Mislim, da imam nekje sliko
Jaz sem do sem sem dosegla, del pa ne. Res, da sem si barvala, res, Ja, pa da saj si zdaj tudi barvaš, ne? Ja, pa zdaj se tudi barvam. Ja, saj si se takrat tudi barvala, pa zdaj se tudi barvaš. Ja, To pomeni- to je bilo tudi toliko cajta nazaj, takrat je bil samo perok. Ne, Ne, ni to tako bilo, ampak ne, res je tako, da kle se, recimo, kar se las tiče, se vse stvari sešteje. Ja. Zato, ne, ko ste me prej čisto na začetku vprašali, kaj je Lightroom. V bistvu jaz zdaj že toliko težko to rečem sam, ne vem, naravno obnova las s trajnim učinkom, zato ker ni to samo to, a ne? Ker je v bistvu vse skupaj, se pravi, ko mi vse seštejemo, a ne? Se pravi, ko mi seštejemo to, kaj mi naredimo zase, se pravi, kaj damo vase, kako poskrbimo, da bo mišiček dobro prehranjen, življenjski stil, da je čim manj stresa. Ja, da pač tudi nekaj damo na to, se pravi, da tudi se znamo umiriti in si naliči čistega vina včasih, pa reči, da takole ne gre več, spremen plato ali kako reče. Zato, ker če ne, bojo tudi lasje pokazali ta svoje in potem res najdemo, bom rekla, pravi način za nego lasišča, se pravi nego, ki pač krepi lasišče, ki ga spodbuja, ki ga podpira, ki ohranja tisto, kar mu je naravno dano in samo še v bistvu podpira z dodatnimi, ker vemo pa, ne, če želimo imeti pri 60 res dobre lase, tako kot če mi hočemo biti pri 60 res fit, ker samo od sebe ne bo prišlo. A ne? Se pravi, moramo dobro jesti prave stvari, na pravi način, se pravi, ravno prav tudi, a ne? In tudi se fizično biti rekreirati, krepiti, se pravi, z leti vemo, kje šibimo in tam moramo dodajati. Ravno tako mi pri lasišču vemo, kje z leti začnejo se zadeve dogajati, tako kot si prej omenil, v teh frontalnih kotih, levo, desno, ne vem, različno Še sicer. enkrat poudarjam, pri drugih moških. No, ok, pri drugih. Ne, ampak vseeno, ne, recimo, mi vemo, kaj je treba narediti za kakšno lasišče, ko ga vidimo, ko naredimo analizo in potem, ko to človeku, bom rekla, na pravi način nekako povemo, zato da vsak razume, ne, ker da ozavesti, da veš, zakaj ti delaš. Tukaj treba res razumeti, ker sicer je to sam še, bom rekla, ena stvar, ki pač, da vem, mogoče mora en človek nekaj verjeti, ampak ne, tukaj treba razumeti, ker vse stvari so zelo logične, ker so povezane z našim telesom, a ne. In, ok, malo moramo tudi, mogoče ne bomo se vsi ukvarjali z materijali, z katerih so, ne vem, eni šamponi narejeni ali pa eni, ne? Ampak tukaj treba mogoče tudi malo zaupati, ne vem, pogledati, ok, če mi ne bi imeli dobrih materijalov, verjetno jaz tudi malo več kot 50 let take lase, ne? Ampak se pravi, da pač je treba potem temu slediti, upoštevati in biti strikten in iti v zadevo na dolge proge, ne pričakovati na jutri. Koliko je pa pomembna zdrava prehrana, se pravi, zdrava prehrana, to, da ne kadiš, to, da ne piješ, Zelo. to, da rekreiraš in recimo, da si pa masiraš lase. Je to že en velik korak? Ne, to je zelo pomemben. To je zelo pomembno. Zakaj? Jaz sem lansko leto, vem, da ko sem imel tisto obdobje 3 mesecev, ko nisem pil, nisem kadil, jedel sem več ali manj vegansko, pa vegetarijansko hrano, pa ribe recimo, se prav spomnim, da sem gledal, kako močne, Lej, zdaj tako je, jaz bom rekla, zdaj pa morate vsi jesti sam to, pa boste imeli dobre lase, to je zdaj tako, ne bi bilo v redu. Ni dovolj. Ne, bom rekla tako tudi, tako, kot sem že prej na začetku rekla, eden mogoče bo mogel malo več narediti za to in se mu bo tudi, bom rekla, zelo izrazil ali pa bolj očitno bo, če bo dobro jedel oziroma bolj zdravo jedel ali pa ne. Nekdo pa tudi, če ne bo ne vem koliko zdravo jedel, bo lase še kar imel. Ja. To so pa pač te genske predispozicije, ki so lahko zelo različne. Ampak tudi ta, bom rekla, ki bo zelo slabo, bom rekla, ne bo pazil pri prehrani, pa bo imel še kar močne lase pri, ne vem, 60-ih, jaz si upam trditi, da ta isti človek, če bi drugače delal, bi imel lahko še bolj močne pri 60-ih. Se pravi, zdaj tako je, nekdo more malo več narediti, nekdo malo manj, ampak definitivno je prehrana zelo pomembna, je ta naša psihofizična kondicija zelo pomembna.
bom rekla, zdaj mogoče eno stvar, da omenim, tudi, da se mi dobro počutimo v svoji koži, da imamo dober dan, da imamo dobre tedne, mesece, to se nam kar pozna, da delamo stvari, ki jih radi delamo, da nismo stresirani skozi, da nismo nezadovoljni. To se nam tudi na lasišču kar pozna, ne? Oziroma na laseh. Včasih je tako prav ena taka, sicer bolj, čeprav smo dosti tega videli, bom rekla, v salonu že tudi tekom vseh let, ne, da včasih rečeš, mater, vse isto narediš pri eni obravnavi pri eni obravnavi, pri enemu človeku, a ne, pa je enkrat malo drugače kot drugič. Ali pa stranka reče, zanč mi je pa frizura ful bolj stala, kot, ne vem, bolj je bila obstojna, kot, ne vem, enkrat prej. Zakaj je to tako, a ne? Zakaj je to tako? Včasih je res, sicer mogoče malo tako, ampak ta naša psihofizična kondicija se kar zelo odrazi na laseh. Bom rekla, če smo nekako nismo v svoji koži, a ne tako Dobro, dobri. v svoji koži, ja. Tudi če se umijemo lase, naredimo frizuro, pa te lase kar ne bojo. Kada nimajo energije, a ne? Kada nimajo energije, da enostavno nimajo ene moči, da bi dale vse od sebe. Ne? Tudi treba je poslušati svoje lase. Jaz res moram reči, da odkar sem se postrigel, jaz sem dolgo časa zdaj dolge lase in sem si jih nazaj. Zdaj ne dolg nazaj sem se pa postrigel na kratko in čutim, da so tudi bolj močni. Zdaj ne vem, ali so bile konice, pol tiste, ki so bile bolj šibke, ampak to. Samo da ti še nekaj vprašam, ko vam je vse nekaj vprašanj. Kaj pa si misliš o tem, lansko leto sem nekaj bral, da, pa tudi večkrat se bere o tem, ampak da si ful malo umivajo lasje določeni ljudje. To smo prebrali o znanih, recimo ameriških igralcih, kot je, ne vem, kaj že on, ki je bil Twilight, ki je dober igralec, drugač ful čeden, no? Vem, da se par ljudi je izjavno povedal, da si, ne vem, enkrat na mesec lase umiva? Zdaj tako je. Kar se tiče tega umivanja las, tudi recimo mi... James Patterson, sorry. Ja. Tudi kar se umivanja las tiče, mi recimo lajtran terapeuti smo že od samega začetka, rekla, probamo bolj učiti ljudi, da ne pretiravajo z umivanjem. Ne? Ampak zdaj tako, tukaj bi mogoče bolj ne pretiravajo. To pomeni, da ne si vsak dan umivati ali pa vsake 2 dni, če ni potrebe. A ne? Tudi še vedno danes jaz rečem, kljub vsem tem novem znanju, ki sem ga pridobila z leti, pa vsem tem izkušnjam tudi, a ne, umivati je treba ravno prav. A ne, noben ekstrem ni, je lahko kdaj tudi, bom rekla, se ti negativno odrazi. A ne. Recimo, mogoče čisto teoretično, da razložim, mi imamo v lasišču stalno eno mikrobioto prisotno. Ne? To pomeni en kup enih mikroorganizmov, ki so tam prisotni svojim razlogom. Ne? In kadar je ta mikrobiota uravnotežena in tudi zadnje leta vedno bolj prihaja tudi do teh se pravi spoznanj, koliko je ta mikrobiota tudi zelo pomembna za samo rast las, koliko ona vpliva na rast las, na delovanje mišička in na vse, kar se okoli mišička dogaja. Ne. In zato recimo samo umivanje las bi jaz bolj povezala s tem, da mi umivamo toliko pogosto in na ta način, da uspemo ohranjati to mikrobioto zdravo in v ravnotežju. Kdaj pa zdravo, pa v ravnotežju, to pa vidimo takrat, kadar nimamo kakšnih patoloških stanj lasišča, se pravi raznih stanj, ki niso najbolj normalne, ali so to luščene, ali to srbeče lasišče, ali kakšno izpadanje in tako naprej. In pa se pravi, da enostavno s tem, ko mi ohranjamo to mikrobioto lasišča, mi ohranjamo pogoje za zdravo rast in za dobro kvaliteto las. Tako da vedno rečem človeku, kdorkoli me sprašuje, kaj je tisto normalno, kar se tiče umivanja las, se pravi, lasišče mora biti čisto, mikrobiota, se pravi zdravo, takrat to pomeni, da je mikrobiota lasišča v ravnovesju in ker nam lasje dobro rastejo in so dobri, pa vemo, da delamo prav. No, ampak ti tudi, naprimer, vi ste, jaz sem, ko uporabljam Lightroom in vaša učenja, zrušili kar nekaj tabujev. Jaz se spomnim,
naprimer, ko smo jim prali lase, to sem jih kar takole delala, veš, ne? In veš ti, z drgnjenjem las ti v bistvu tudi las lomiš in ga tanjšaš. Pa se spomnim, ena stvar, ki sem se morala prav navaditi, ti si mi rekla rahlo lase čez glavo, rahlo spneš dolge lase, da jih ne drgneš, naprimer, ko spiš. Jaz sem pa enkrat naletela na en komentar v tem smislu, da ni zdravo lase spenjati, ne? A veš kaj, tako v bistvu te resnice, ne? Jaz vedno, bom rekla, vedno mi je žal, ko to slišim, ker so vedno na pol povedane, a ne? Ja. Niso natančno bile rečene. A ne? To pomeni, da ja, ni zdravo gor spenjati, če bomo mi tako gor speli, da bomo to v bistvu vršili en pritisk na lasišče. To pomeni, da jih bomo prečvrsto speli, a ne? In bo dejansko mešiček in te mišice naježevalke, ki so pripete k vsakemu mešičku, a ne? Dejansko skozi v stresu in napete. In to sigurno ni zdrav, ne? Ampak je pa zelo, zelo zdrav, ne? Če mi spnemo lepo lasje gor, preden gremo spat, se pravi, na vrhu glave in jih nežno, recimo v en svitek spravimo in z eno nežno sponko v obliki vilce jo mi uporabljamo, ker dejansko nikjer mi ne zagrabimo prav las s to vilico, a ne? Ampak sam prepletamo in s tem prepletanjem pač držimo lasje celo noč na vrhu. In s tem mi preprečimo trenje las med sabo, ker jaz vedno rečem, no pol pa, dej, ne vem, sam 5 dni delaj en svoj najboljši puloverček, ki ga imaš, ali pa, ne vem, volnen, lež na njemu vsak dan, pa izpad, pa da vidimo, koliko časa bo lep. Ne? Mislim, da je to ena taka trapasta primerjava, ampak v bistvu sploh ni toliko zelo trapasta. Ne? Jaz vidim na Eminih laseh, a veš, moja Ema, ne, ona ima taki baby laske ima še, ne, in ti so najbolj občutljivi. In mi boš prosim pa pokazala, kako spet na glavi lase pred spanjem. Ja, že 10 let to delam, a veš, jaz sploh ne morem več iti spat, ne da bi spela lase, ne? Ja, in mi dva jih tudi spela. Naprimer tudi, se oproščam, naprimer, prevroče fenanje, likanje lase, to se zdaj že, naprimer, ne, sliši, ampak to se spomnim, ti si meni prepovedala likati lase, se veš, jaz pa grem kaj delati, pa mi na hitro morajo nekaj narediti, pa vsake toliko časa pustim in vsakokrat vidim, ne, da ni v redu, ne. To so stvari, ki se jih moraš odločiti, da zavestno veš, kaj delaš z lasmi, zato da jih res ohranjaš, ne. Drugač pa pač lasni vložki, ne, ali kva že reče. Ja, ali pa lasulje, ne. Zdaj pa si pa to izjavil. Jaz moram tudi tako, jaz sem povedal parim mojim prijateljem, da bom danes imel intervju s tabo, in kar nekaj od njih razmišlja o presaditvi las. Ja. Kaj je pa tvoje mnenje glede tega, oziroma odsvetuješ? Ne, absolutno, če je kandidat ali pa kandidatka primerna, to pomeni, da spet je treba narediti pred tem en posvet, a ne? Se pravi, odvisno v kakšni fazi je to izpadanje in za kakšno izpadanje se gre, ker to presajanje las svetujejo za različne tipe izpadanja, ne? Čeprav najbolj pogosto se ga, bom rekla, se ga poslužuje ravno tisti, ki imajo to androgeno, žensko ali moško izpadanje. Androgeno pomeni naravno. Ne, androgeno pomeni, da je izpadanje pod vplivom moških hormonov. A ne? In v bistvu to je v bistvu izpada v enem določenem vzorcu. A ne? To je znano, da androgeno moško izpadanje je izpadanje v določenem vzorcu in ga tudi kot takega prepoznamo lahko. In ravno tako žensko androgeno izpadanje je tudi po določenem vzorcu in ga kot takega prepoznamo. A ne? In je krasna to rešitev lahko. Pomemben je samo res, da gremo pravi čas, se pravi, in da nam to naredi nekdo, ki res obvlada, a ne? Zato ker to je dosti popularno zdaj, že kar nekaj let. In jaz sem ravno na enem kongresu v Manchesteru, ko sem bila, nam je en kirurg kazal slike pač neuspelih, bom rekla, operacij, ki pač dejansko so človeku uničili lasišče. A ne? Ker takrat, dokler ne bodo pogruntali, se pravi,
ali pa vem, da delajo na tem, da bi lahko presadili lase, ki se pravi ne te, ki ti zrastejo na tem okcipitalnem delu, ker dejansko se to tako dela, se pravi, ti presadijo iz tega okcipitalnega dela, kjer so lasje najbolj gosti in niso androgeno odvisni, ti presadijo na ta del, kjer so androgeno odvisni mišički, a ne, in na ta način v bistvu ohranijo lahko rast las. Čeprav tudi takrat je treba, odvisno, koliko je ta primer, bom rekla, intenziven že, ali kako bi rekla, močno izražen, ti morajo ponavadi večkrat narediti to presaditev, ne v enem, bom rekla, ponavadi so Elon Musk, we're talking about you. Ponavadi treba to večkrat, ne, ampak dejansko se da pa zelo lepo to zadevo rešiti. Je pa treba tudi naprej skrbeti za to lasišče, zato da je aktivno, a ne, se pravi, ni to zdaj, da zdaj sem pa vse naredil, pa ne rabim več, ampak tudi ta mišiček se stara in dejansko je treba skrbeti. Je pa to krasna rešitev in jo tudi jaz zelo podpiram in samo res svetujem, da se naredi pred to presaditvijo vse tisto, kar je nujno potrebno, tudi recimo to z lastno plazmo priporočajo zelo v tujini, vem, da pa tudi verjetno že tudi pri nas, da se naredi par teh terapij, zaradi tega, da vzpodbudijo tiste aktivne oziroma tiste mišičke, ki so še živi, ampak niso delujoči ta trenutek, ker s to lastno plazmo zelo kar dosti na hiter lahko spodbudijo te mišičke in zaradi tega, da takrat polka presadijo, ne uničijo teh mišičkov, ki so živi, a ne, ker vidijo dlako ven, a ne. Tako da v bistvu, tudi recimo prej, ko si me vprašal za to androgeno, a ne, ja, ta recimo, jaz ne bom zdaj delala prav tako, rekla, reklame, ja, pridite ali pa dejte si to narediti, z lastno plazmo, ampak je dokazano, da tudi pri androgeni alopeciji, tukaj ta, ki je, bom rekla, zelo pogosta, ne, je ta lastna plazma lahko zelo učinkovita. Ne. Tako da v bistvu to tudi mogoče v razmislek kakšnim, ki se odločajo za presaditev ali pa ne, mogoče bi bilo fajn, da prej najprej probajo z lastno plazmo, to lahko tudi pri nas vprašajo. Lahko pri tebi vprašajo. Pri meni Mislim, kje se to naredi? Drugače to delajo klinike, lastne klinike, a ne, ki v bistvu pač so za to usposobljeni ljudje. Ti ustanavljaš zdaj lastno kliniko, ne? Kakšna je pa cena, če se ta zgleda? Cena je pa zelo, bom rekla, nekako zelo običajna cena pri nas je na eno terapijo 450 €. Ampak je lahko tudi, jaz slišam... To, kar so rekli z lastno plazmo. Ja, je pa lahko zelo različna cena, predvsem pol pri nas, ali pa tudi drugod po svetu, se ne bom rekla, da je sam pri nas, ljudje pol postanejo šparovni, a ne, pri tem pa iščejo cenejše rešitve, ampak morate vedeti, da vedno se pol plača tudi s kvaliteto, a ne. Zaradi tega, ker recimo, če hočeš ti res dober rezultat, morajo biti tudi dobri materiali, se pravi, ta je proveta, s katero se jemlje, tudi te materiali noter. Tako da dejansko je fino, no, da se človek prej dobro pozanima, kaj dobi za to ceno, ampak zelo običajna cena za eno tako terapijo, rabiš pa ti več terapij, sicer v enih, bom rekla, nekje za lasišče, približno 6 terapij, kar treba narediti, ampak zdaj spet govorim tako nasplošno, ne, ker tako kot sem prej rekla, je treba pogledati za vsak primer posebej, a ne. Ampak recimo eno povprečje 6 terapij enkrat na mesec in potem nekje 1 do 2 na leto naj bi ti to ponavljal, zato da ti ohranjaš to živost mišičkov. Enkrat, 2 na leto po 6 terapij? Ne. Enkrat, kasneje, po teh 6 prvih terapijah, potem 1 na leto do 2 na leto, eno. A ne? Ampak zdaj spet, da se ne bomo zdaj pri tem, da nam bomo rekli, zdaj sem, ampak vedno so, glede na primer, lahko odstopanja. Za meni je to fascinantno, ker ljudje smo sposobni kupiti si na mesec 3 pare čevljev za 450 €. Ne? Da bi pa pol rekel, da pa pol... Jaz bi zdaj hitro preskočila, da nas ne bo čas. Zdaj pa ti povej o Lightroom terapiji, se pravi, za nas normalne lase. Še ena stvar bi vprašal, pa je status gre. Ne. Mami mi je omenila nekaj za terapije, tudi po kemoterapiji. Aha, bravo, ja. To bi me zanimalo. No, to sem pa jaz v bistvu, ko sem bila spet na enem od kongresov,
naletela na eno tehnologijo hlajenja lasišča, ki se uporablja za, se pravi, pred, med in po zdravljenju s kemoterapijo. Ne. In meni je bilo to zelo fascinantno, ko sem to tam začela brati, spraševati, ne, kaj to pravzaprav je, in sem pol šla malo raziskovati in sem videla, da to dejansko je praksa, ki se uporablja že res zelo, bom rekla, po celem svetu. Dejansko v 50 državah je že več kot 20 let in so nekaj čakaj, je to spet nekaj, kar samo v Sloveniji nima. Ja, ali to nekaj, kar spet samo v Sloveniji ni. Tako sem bila pravno presenečena, ne, sem rekla, ker vem, tudi jaz, k nam so prišli ljudje, recimo, ki so imeli to bolezen, pa so me spraševali, kaj narediti, ne, še pred leti, pa tako. In dejansko ni bilo neke ene rešitve, razen tega, da smo jim pomagali, da so potem, recimo po kemoterapiji, ko so jim začeli lasje, če so jim začeli lasje nazaj rast, da smo jim pomagali, da so imeli to nego res malo bolj nežno za lasišča, ne, in da so dobro skrbeli za same lase, zato da so ostale močne. Ne. Ampak dejansko zdaj obstaja že nekaj časa. In jaz sem potem s to pač informacijo prišla nazaj v Slovenijo in povedala parim ljudem za to in povezala v bistvu dve firmi, ne, da pač to zdaj probajo narediti, tudi, bom rekla, spraviti v bolnice, v kliniko, na Onkološki inštitut pri nas. Ne. In gre res za zelo učinkovito metodo, ki zdaj, bom rekla, to, kot je zdaj učinkovita, raziskave pač dokazujejo, da je 50% možnosti, da 50% las ljudem ne izpade po kemoterapiji. Kar je že tak odstotek, da v principu človek že nima občutka, da potrebuje lasuljo. Ne. Gre pa za to, ne, zakaj med kemoterapijo, zakaj po kemoterapiji lasje izpadejo. Ne. Zato, ker v bistvu ta zdravila, ki se uporabljajo, oni med kemoterapijo napadejo celice, ki se najhitreje delijo v telesu. Ne? In lasna celica, ne, je druga, ki se najhitreje deli, in zaradi tega te kemoterapevtiki napadejo tudi lasno celico, in zato že 14 dni v povprečju nekje po prvi kemoterapiji lasje začnejo bolj izpadati. Ne? To pomeni kar v šopih in potem dejansko mnogim izpadajo vse lasje, ni nujno, ampak dejansko je pa to večina. Ne? In kot tako izpadanje je nekje tudi, mislim, to je pač stranski učinek kemoterapije, ki ga mnogi opisujejo kot najbolj traumatičnega. Ne? Čim si ti, na primer, z ruto začneš hoditi okrog, oziroma golo glav, ne, te bo vsak rekel, a si bolan. Mnogi pa nočejo tega deliti z drugimi. Ne? Zdaj to hlajenje lasišča pa deluje tako, ne, da se pred samo kemoterapijo, med in po kemoterapiji se uporabljajo take hladilne kapice, ki jih pač povezajo na glavo pacientu, in v bistvu te hladne kapice znižajo temperaturo lasišča in s tem upočasnijo krvni obtok na 20 do 40% normalnega krvnega obtoka in s tem preprečijo dovod teh kemoterapevtikov do mešičkov in tako ohranijo lase. In če to delajo v bistvu dejansko pri vsaki kemoterapiji, se, tako kot sem rekla, ohrani 50% lahko las, s tem, da so določeni kemoterapevtiki, pri katerih je uspeh celo večji, se pravi tudi do 70-80%, in pri določenih kemoterapevtikih pa manj. Ne. Uporablja se pa dejansko lahko za hlajenje lasišča pri vseh teh čvrstih tumorjih. Tako da zadeva, bom rekla, sama tehnologija je zelo učinkovita. Jaz sem tudi sama sprobala to, tako da v bistvu ljudje, ki mogoče so že kdaj kaj sprobali ali pa se bojijo tega hlajenja, da to nekako je boleče ali tako, jaz lahko to povem iz svoje lastne kože, to dejansko meni ni bilo nič
hudo ali pa da bi me kaj boleče, bolelo ali pa nič. Ampak smo ljudje različno občutljivi, to pač se strinjam in mogoče res nekdo že po naravi ima bolj občutljivo glavo in mogoče, ne vem, imam tudi kakšne migrene že tako, pa je mogoče bolj občutljiv. No, ampak ni to tako neprijetno, da to ne bi bilo možno zdržati. No, ali pa. A se drugače lase umivati z hladno vodo je kaj, pozitivno vpliva na lasišče? Ali? Mislim, na lasišče je najboljše umivati tako normalno toplo vodo. To pa že spet zaradi tega, ker vse, kar je ekstremno, mogoče čemu ne bo pasalo tam v lasišču, če tako rečem. Imamo mi to železo lojnico, ki je občutljiva na toploto, na hlad in recimo nekdo, ki ima težave z mastnim lasiščem, lahko ekstrem ravno to železo lojnico iritira in imaš potem lahko še hitrej mastne lase. Predvsem recimo to pri vroči vodi velja. Da boste, če boste z vročo vodo, boste sigurno spodbudili železo lojnico. Pri hladni je pa lahko tudi to zelo možno, ampak spet malo odvisno od človeka. Gremo se nazaj k temu Paxman se reče. Ja, Paxman, ja. Kako pa to Slovenci sprejemajo? Jaz vem samo, da je ena prijateljica, predvsem da ne rekla dve, je, ko sem ji jaz ponudila to oziroma sem ji povedala za to možnost, reagirala dokaj tako, češ, se imam sam raka, mislim, me ne zanima, kako izgledam. Ta druga je bila pa čist, mislim, je pa hotela, da bi že imeli to, da bi si lahko tako pomagala, ne? Kako klinike oziroma kako ljudje to sprejemajo? Zdaj tako, pri nas, zdaj tako, kot imam eno tako izkušnjo ali pa rekle, približno 1 leto, jaz zdaj tukaj delujem kot en ambasador tega, se pravi, da ljudi seznanjam, da to obstaja in da pač se res trudimo, da bi Onkološki inštitut to končno pri nas tudi imel. Saj so že dogovori in v bistvu zadeve, vse to hlajenje lasišča je že v dogovarjanju na Ljubljanskem inštitutu in tudi v Mariboru, tako da upam, da bo res nekje zelo kmalu to na voljo. Ampak tako po tem pripovedovanju ali pa pogovarjanju s pacienti, vidim, da pri nas je tudi v Sloveniji tam, kako bi rekla, včasih ljudje težko na glas povejo, kaj si res želijo. Ja. In da jim je bom rekla, da so jim lasje toliko pomembni in imajo pol občutek, da so že nečimrni ali pa da ne. In jaz sem prav imela primer ene gospe, ki me je klicala, ki je pač zbolela in je slišala, da obstaja in je slišala pač tudi zame, da pač to nekako poznam in me je prosila, kako bi pač jaz lahko to pomagala. In po tem razgovoru, pa sva se res pol urce pogovarjale, sem na koncu res dobila že tak, rekla kar tako malo žalostna sem na koncu, ko sem videla, da dejansko ona sama sebe upravičuje, da si želi ohraniti lase. Da dejansko na glas si noče povedati, koliko zelo se zaveda, da jo bo to psihično dodatno obremenilo. Kljub temu, da zdaj pa tako prav na glas povem, študije so res kar nekaj narejenih, kako ta izguba las vpliva tudi na, recimo prav pri ljudeh, ki so pacienti z rakom, kako pri njih vpliva na to kvaliteto, na način preživljanja tega obdobja, kako to vpliva, če izgubijo lase, da postanejo asocialni, da se bistveno težje vključijo nazaj v službo, da v bistvu tudi na odnose doma vpliva to, na intimo, na občutek tega, da mogoče zdaj odhajaš, se že spreminjaš fizično in tako naprej. Ja, tega ne rabiš tako gledati. V bistvu je tako, to je tudi znano in velikrat že sem slišala, pač to je, ko ti izgubiš lase, sploh ko si v tem stanju, se pravi, ko si zbolel za rakom, dejansko, ko začneš izgubljati lase, se začneš zavedati, da ti lahko greš z tega sveta. To je taka manifestacija tega, se pravi, da in kar je recimo velikrat slišati tudi sploh, če imajo kakšne otroke v bližini, otroci vidijo, starši so bolani, ne vem, lahko umre. Se pravi, to so res take
hude travme, ne, ki jih je treba resno vzeti in jaz tako prav nagovarjam ljudi, ne se bati povedati na glas, v tujini obstajajo, tudi pri nas upam, da že kakšna društva, ki povezujejo te ljudi s temi izkušnjami zato, da lažje grejo, da lažje povejo na glas in da pač povejo, da jim je to pomembno in kako to vpliva na njihovo življenje, na kvaliteto življenja, kako teže rešujejo vsakodnevne težave, če se morajo ukvarjati, če se slabo počutijo v svoji koži, če imajo slabo samopodobo, če se ne počutijo. Ne? Pa zdaj v Sloveniji to že ali še ni? Mislim, jaz to sprašujem zato, ker če to informacijo zdaj veste, jo širite in predvsem, a veste, če bomo to zahtevali, pa bojo verjetno prej reagirali, ali kako? Ja, pri nas dejansko je aparat že v Sloveniji, in tudi tam slovensko podjetje Sanolabor, ki trži ta aparat, oni tudi tržijo na Hrvaško, tudi Hrvaška ni imela še tega, ne, se pravi, da tudi tam se trudijo pridati v onkološki, ampak mislim, da jim bo na Hrvaškem še celo prej uspel. Tako da v bistvu zadeva je pri nas, ne smemo menda preveč težiti. Ja? Ne, mislim, tako bom rekla, da je to en proces, ki res da zahteva ene organizacijske spremembe v samem inštitutu in to je sigurno resnica in pač je treba te prilagoditve narediti, no, in to sigurno ni najlažje. To je treba vedeti, no, sam kljub vsemu jaz pravim, no, če bomo pa če bojo ljudje sami popraševali pri svojih onkologih, bo pa mogoče tudi, ne vem, zdravnikom, več njim, ne, to postalo bolj pomembno, da se malo pohitri, kar se tega tiče, ne, ker jaz pravim tako, sploh, če enkrat vidiš, ne, če ne prej, ko imaš enega res zelo, zelo v bližini, ko se mu to zgodi in ko vidiš, kako on trpi zaradi tega, kako bi on vse naredil, sam da ne bi izgubil lase, takrat bi, jaz mislim, vsak malo hitreje kaj naredil. No. Tako da jaz res upam, da bo nekje letos, mogoče še do novega leta, da bi, to bi bilo res fino, ne, to bi bilo res super. Tako da vi kar vprašajo. Ne. No, vse to bomo zdaj povedali, glede na to, da je 1 ura že mimo odletela. Bomo tokrat po moje zaključili kar s tem, da rečemo vsem, ki nas gledate, da podelite te informacije za vse, ki jih poznate, ki imajo mogoče probleme s samozavestjo zaradi izpadanja las, samim izpadanjem las. Kako ste rekli terapijo? Krepitvijo, da tisti, ki imate tanke lase, mastne lase, kakšne spremembe, izsušene in tako, mislim, privoščite se ali pa pejte samo na posvet Lightroom terapije, ki so ravno tako 4, najmanj 4 je treba narediti. Ja, samo to bi še rada povedala, ker se mi zdi pomembno. A veš, mislim, jaz privoščim, da bi imeli ljudje lepe lase, da bi se jih veselili, ne iz nečimernosti, ampak iz tega, da se vidi, da daš nekaj, da daš... Vsak ima svoj razlog. No, ja, točno. Ampak jaz to privoščim, da to vejo, ker me sprašujejo, a to moraš pa ves čas hoditi, a ni dovolj samo šampon, pa kera, se pravi, nič balzama, dajte takole balzamom, ker so, to nimamo časa, da bi razlagali, ampak so strup, ne, v bistvu na nek način. Ja, zdaj tako, jaz tako ne bi zelo, strupni, no, ampak zdaj tako, bom tako. rekla, za marsikakšne lase niso, res škodujejo, ne. Posebej, če se uporabljajo na ta način, ki se nasplošno uporabljajo, ne. Tako da maščobe res niso dobre, ampak v tem se bi res dal govoriti, ne. Še enkrat se moramo dobiti. Niso najboljše, ne, edino v enih primerih, ne. Edin v določenih primerih, ampak bom rekla, to je res treba malo več povedati, zaradi tega, da ni spet ta resnica na pol povedana. Dejansko se da do lepših las prideti, če se dela z pravimi materiali, na pravi način. Ni treba, da to stalno nekam hodiš, ne tako, kot si prej rekla, če se mogoče to kakšen boji, ampak včasih je že sam domača nega, če je pravilna, na pravi način narejena, se pravi, da ti nekdo pove, kako je treba za tvoje lasišče, pri tvoji
starosti narediti, da boš imel boljše in to delaš doma, tako kot si umivaš zobe, si že veliko naredil in lahko že narediš dobro spremembo. Evo, pa se bomo še pa enkrat dobili, da bomo te mite in to podarali, se pravi, veš, jaz sem tudi to delala poleti, se spomniš? Amy Steli si ti rekel, enkrat, ko je imela zafeclane lase, če imam kaj olja olivnega, se spomniš? Ja, to spomniš, je ker sem ti jaz rekla, ne! Pa si rekel, si ti tudi polivala, ker poleti sem si jaz to vedno delala gor. V glavnem, še zmeri, ne delaš dobro, veš? Jaz se cel zalijem z oljem. Ne delaš dobro. Olivne. No, tako da bomo še Pa še koga drugega. Še enkrat, da te stvari natančno razložimo, tako kot si rekla, da vemo zakaj, ne zato, da je to nekaj prepovedano ali pa nekaj slabo, ampak da veš, kaj delaš, ker ko razumeš, kaj delaš z oljem, svojim lasem, potem tega ne boš več delal. Ja, pol je dosti lažje, no. Pol ni, da te en prepričal, ampak ti veš, zakaj. Ja, evo. Pa še nekaj. Za konec bi pa jaz to rada povedala. Vse tiste reklame, se veste, ki je tako, kot eno morje, plapola, ne vem, kaj še vse. Mislim, upam, da nismo več tako neumni, da temu verjamemo, ne? Ja. Zdrav las je kakšen las? Je čvrst las, je ravno prav debel las, je gladek las na površini, je gladek in se naravno sveti, ker je zaščiten. Ok, v glavnem, čekajte Lightroom, čekajte, kako smo rekli terapija, ta za hlajenje lasišča. Ja. Paxman, hlajenje lasišča, oni imajo tudi svojo spletno stran, zelo veliko imajo. Paxman. Ja, hlajenje lasišča, scalp cooling, zelo veliko stvari imajo na svoji spletni strani, tudi ogromno študij za, se pravi, razlage mnogih, rekla, študij so tudi tam objavljene. In tudi za določene paciente, se pravi, za določene kemoterapeutike je prav, lahko najdete, koliko je to hlajenje lasišča za ta vaš kemoterapeutik učinkovit, a ne, se pravi, ker so različno, tako kot smo prej rekli, se pravi, da res je kar veliko informacij, tudi te zgodbe pacientov, tako da boste lahko tudi malo slišali. Pa podrezajte svojega onkologa. Lightrooma tiče, imajo tudi terapeute po Sloveniji, nekateri osveščeni frizerski saloni, oprostite se upravičujem vsem ostalim, lahko, mislim, vse posod pridete do teh informacij. Ko pričajte se pa sami, ne? Ja. Posledite nam, subscribe, ja, posledite nam, pripišite se, naročite se in tokrat bi dal eno posebno zahvalo spet našemu Jakiju, ki tako lepo pridno snema, reže in pripravlja za TikTok, in pa naši Amy Steli, ki je v zadnjem času postala naša skriptarica in je zelo pridna in jo zaradi tega zelo rad pohvalim. Hvala! 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 Hvala!